Od 15. do 17. oktobra bo v festivalni dvorani na Bledu potekal mednarodni glasbeni festival AS, ki je namenjen ljubiteljem saksofona. O festivalu in letošnjem programu smo se pogovarjali z umetniškim vodjem Levom Pupisom. Ja, pred 7 leti je bilo obeležje rojstvo oziroma 200-letnica rojstva izumitelja, belgijskega izumitelja in tudi glasbenika Adolf Saksa, po katerem se tudi seveda to slavno glasbilo in njegov slavni izum imenuje. Takrat smo s kolegi iz saksofonskega orkestra SOS, se pravi Slovenskega orkestra saksofonistov, razmišljali, na kakšen način bi se tudi mi poklonili temu izumu oziroma temu možu, ki je zaslužen za razcvet glasbe in džeza in pa tudi vse, kar je povezano s saksofonom. In smo takrat razmišljali, da bi naredili en tak, poimenovali smo ga Asov dan. In potem smo tudi iskali lokacijo in kmalu prišli na to, da je na Bledu pravzaprav ena taka reprezentativna lokacija in tudi infrastruktura za kakšen tak dogodek. Festival se je v letih od svojega nastanka razvil v osrednji tovrstni dogodek v Sloveniji, uveljavlja pa se tudi v tujini. Njegovi organizatorji iz kulturnega društva Sekvoja se želijo s tem dogodkom zlasti približati mladim glasbenikom. Saksofon je tudi sam po sebi najmlajši oziroma eden mlajših inštrumentov in že zaradi tega na nek način si še utrjuje svoj prostor pod soncem, da rečem tako. Še posebej v klasični glasbi, ker v džezu je kar hitro na začetku 20. stoletja dobil veljavo in kot džezovsko glasbilo je pravzaprav paradni inštrument, a ne saksofon. V klasični glasbi pa še potrebuje nekoliko promocije, tako rekoč, in pa tudi stalno izobraževanje in tudi ozaveščanje ljudi, da je pravzaprav tudi klasična glasba s saksofonom lahko zelo lepa in zelo barvita. Koncertni del letošnjega programa sestavljajo koncerti v festivalni dvorani Bled in v kavarni Park. Letos smo se nekako tudi, prilagodili razmeram, ki vladajo že nekaj časa in smo sklenili, da bomo pravzaprav naredili eno po 6 letih, ko je bilo res prvo srečanje tudi 100% slovensko obarvano. Medtem so se pojavili mentorji od Avstralije, Združenih držav, Južne Amerike, evropskih različnih konzervatorijev, smo gostili eminentne profesorje. Smo se pač odločili, da bomo letos spet naredili en tak slovenski vikend saksofonistov in v goste smo povabili energične mlade dame, Roja saksofonski kvartet, ki se bo predstavil v petek, 15. oktobra v festivalni dvorani ob 8. zvečer. V soboto bo večer, koncertni večer rezerviran za džezovsko ali pa popularno glasbo. In sicer v kavarni Park bo nastopil Jure Pukl s svojim triom. Pridružil se mu bo na odru tudi naš gost Primož Flajšman, profesor saksofona na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in pa prvi altist Big Banda RTV Slovenija. Jure Pukl je pa, mislim, da ni potrebno izgubljati besed, je pa tudi nagrajenec Prešernovega sklada in pa mednarodno uveljavljen solist, džezovski glasbenik. To bo v kavarni Park v soboto. Moram povedati, da so vsi koncerti, tudi na vse koncerte je vstop prost, seveda pa ob upoštevanju PCT pogojev. Potem imamo za zaključek tudi v kavarni Park v soboto še en tak after party, mi rečemo, z nekoliko bolj plesno, elektronsko obarvanimi zvoki. Nastopil bo naš gost Daniel Lauko in njegova zasedba Saga Dudap, tako da bomo tudi mogoče lahko se malo bolj poveselili v modernih zvokih. V nedeljo pa je zaključek festivala namenjen predvsem mladim in pa tudi našemu produktu, mi ga imenujemo The Future is our Artist. Sicer pač tudi že samo ime pove, da na festivalu AS in pa tudi v kulturnem društvu Sekvoja, ki je organizator tega lepega dogodka, stavimo na mlade. In tam se bojo pa predstavili ob 17.
udeleženci festivala in pa tudi, bom rekel, hišni mladinski orkester Društva Sekvoja. To pa je saksofonski orkester mladih saksofonistov SOS Junior. 8 mentorjev, 6 klasičnih in 2 džezovska, bo od petka do nedelje poučevalo v individualnih delavnicah. Poleg koncertov in izobraževanj bo v preddverju festivalne dvorane potekal tudi glasbeni sejem. Letos bomo prvič predstavili v Sloveniji kontrabasovski saksofon, ki je približno 2,5 metra velik in bo to sigurno ena atrakcija za mlade in pa tudi za mlade po srcu. Velik del festivalskega dogajanja pa je seveda tudi druženje. Medgeneracijsko druženje, rdeča nit je seveda saksofon, ampak ker na Bledu tako okolje, ki kar kliče po oddihu, mi radi rečemo, da je AS festival tudi na nek način en tak sax wellness. Tako da uspemo dobiti precejšnjo število tudi družin, ki imajo seveda kakšnega mladega saksofonista v svoji četici in potem se pogosto odloči tudi cela družina, da pride na Bled in preživijo z nami cel vikend. Tako imamo polne dvorane in pa tudi nekaj časa za klepet, za kakšno govorilno uro. Otvoritveni koncert letošnjega AS festivala bo v petek 15. oktobra ob 20. uri. Na odru festivalne dvorane bodo nastopile članice zasedbe Roja Kvartet.